Pozdravljeni, moje ime je Gregor in v tokratnem videu govorim o kurentovanju. Gre za mednarodni pustni festival, ki se že več kot 60 let tradicionalno odvija tukaj na Ptuju. Prvo kurentovanje pri nas je bilo organizirano oziroma izpeljano 27. februarja leta 1960, so se pa ljudje na tem območju maskirali veliko prej, že v srednjem veku. Nekateri viri pričajo o tem, da so se ljudje maskirali že v 17. stoletju, ampak je potem postopoma to protireformacijska skupina ukinila, kajti to se ni skladalo z krščanskimi načeli. Kasneje pa so v 19. stoletju, leta 1873, 25. februarja, torej na pustni torek, organizirali prvi sprevod pustnih mask po ptujskih mestnih ulicah. Skozi leta so se potem ljudje naključno maskirani zbirali in se družili in se sprehajali po mestnih ulicah ob zvokih domače godbe, kar je pa potem leta 1959 Draga Hasla in njegove somišljenike privedlo do tega, da so zgodovinskemu društvu Ptuj predlagali, da se na Ptuju organizira prireditev, katere osrednji lik bi lahko bil kurent. Tako smo potem leto kasneje, torej 60. leta, dobili prvo ptujsko kurentovanje. In tako smo potem uspeli ohraniti te pustne šege, ki so pri nas prisotne še danes. Na prvem kurentovanju so ob zvokih domače godbe na čelu sprevoda plesali kopjaši, sledili so jim orači, potem medved in rusa, vile in piceki in na koncu seveda kurenti. Ptujsko kurentovanje je potem skozi leta trdega dela doseglo ta mednarodni uspeh oziroma prepoznavnost. Samo kurentovanje danes traja nekaj dni, začne se s kurentovim skokom, konča pa s pokopom pusta na pustni torek. Letošnje kurentovanje bo potekalo od 19. februarja pa do 1. marca. Več informacij pa lahko najdete na spletni strani kurentovanja kurentovanje.net. Pa lepo vabljeni!